Torej, letošnji Pixel Point raziskuje življenje v omrežju. Postali smo odvisni od naprav, od računalnikov, telefonov, interneta, Facebooka, Instagrama in zato se sprašujemo, kako umetniki raziskujejo to področje življenja v omrežju. Dihotomija sodobnega življenja, prepletenega z električno energijo, se ob nenehni skrbi za zeleni preboj vse bolj zapleta v lastno energetsko zanko. Neznosna lahkost zelenega bivanja se pogreza vse globlje v živi pesek lastne pogube, saj postaja očitno, da zelena, ki jo ljubimo zeleno, v svojem bistvu še ne zmore najti ustreznega odgovora na tisto, kar nas resnično lahko skrbi, kam z vsemi odpadnimi zbirniki elektrike, kam torej z akumulatorji in litijevimi baterijami, ko se njihov življenjski cikel, ki seveda ni neskončen, enkrat zaključi. Življenja si brez elektrike gotovo ne moremo več predstavljati. Lahko sicer sanjamo o življenju izven omrežja, o populističnem life off the grid, vendar nas realnost uči, da se daleč v gozdove naravnega stanja vrnejo lahko pravzaprav le izjemni redki izbranci. Vse preveč je namreč odvisno od štroma, da bi ga lahko z zamahom roke kar izločili, hkrati pa njegova vse večja poraba terja razmislek o načinu proizvodnje in predvsem shranjevanju električne energije. Torej, pridružite se nam na potovanju skozi življenje v omrežju. Gre v resnici za umetniške vizije, ki nas hočejo spodbuditi k razmišljanju o naši vlogi v digitalnem ekosistemu in tudi o načinih, kako lahko skozi umetnost ustvarimo povezave, ki presegajo digitalni svet. Ko se skušamo namreč zazreti v prihodnost, kjer elektrika in omrežja neločljivo povezujejo ter hkrati zamejujejo naša življenja, se moramo vprašati, kako in če sploh bomo skupaj soustvarjali bolj zeleno in trajnostno prihodnost. Tako Pixel Point 2023 raziskuje prav to dihotomijo, to povezavo med biti, med nebiti, ter se sprašuje, kako lahko umetnost in tehnologija prispevata k razumevanju in reševanju teh izzivov, ter na kakšen način lahko sodelujeta v vsakdanjem življenju. S tem želimo okrepiti zavest o izjemnem vplivu novih tehnologij in potencialnih posledic v prihodnosti, ki naj bo še to bolj povezana, trajnostna in navdihujoča. Pixel Point je kot vsako leto torej zanimiv, izobraževalen in smo tudi letos torej vključili ne samo razstave, ki sicer so na večjih razstaviščih, in sicer smo se širili od galerije Tir v Mostovni, kjer se pravzaprav predstavljajo študentje iz Linca. Tukaj se nahajamo v mestni galeriji, kjer predstavljamo skupino Numen. Povezali smo se tudi z Akademijo umetnosti v Novi Gorici, kjer razstavljajo študentje. Pixel Point se povezuje tudi preko meje, torej z galerijo Agore v Gorici, kjer predstavljamo Tanjo Vojinović, slovensko umetnico, in pa tudi eno majhno razstavišče na tako imenovani carinarnici, kjer gre pravzaprav za mejni prehod, kjer pa tudi predstavljamo slovensko umetnico Ano Pečar in pa italijanskega umetnika Alessandra Lupija. Festival je imel tudi veliko izobraževalnih delavnic. Večina teh delavnic se je dogajala v X centru in pa tudi v knjižnici Franceta Bevka, kjer so otroci torej ustvarjali z Lego kockami. V X centru, kjer smo imeli torej številne izobraževalne delavnice, smo pa tudi postavili razstavišče oziroma gre za razstavo, kjer se predstavljajo 4 slovenski umetniki, in sicer Barbara Jazbec, ki je bila tudi kuratorica razstave v Lincu. Predstavljamo tudi Art Rebel, to je pravzaprav podjetje, kjer se ukvarja z VR in predstavljamo torej planico skakalnico, kjer lahko obiskovalec dobesedno doživi adrenalin, ko skoči z to virtualno skakalnico. In Boštjan Čadež je imel tudi virtualno igrico
na spletu, kjer so se obiskovalci lahko sankali, in pa imeli smo še razstavljeno inštalacijo Poljub, Primož Novak in Nika Oblak, kjer gre pravzaprav za neko razmišljanje poljuba, ker se dva torej poljubljata skozi monitor. Torej gre na to asociacijo, kako danes mi komuniciramo virtualno preko telefonov. Za nami imamo mrežo, gre za umetniško skupino Numen, Numen for Use, ki jo sestavljajo 3 člani. Skupina se je uveljavila v svetu umetnosti s svojimi inovativnimi in interaktivnimi instalacijami, ki presegajo tradicionalne meje med umetnostjo, oblikovanjem in arhitekturo. Njihova dela se pravzaprav osredotočajo na prepletanje umetnosti, arhitekture in oblikovanja, pri čemer gledalca in uporabnike pogosto postavljajo v središče izkušnje, s čimer spodbujajo razmislek o prostoru, telesnosti in medsebojni povezanosti. Ena izmed njihovih najbolj prepoznavnih inštalacij je torej inštalacija Mreža. Gre za konceptualno inštalacijo, ki v svojem jedru raziskuje človekovo povezavo s prostorom in drugimi ljudmi. Umetniki ustvarjajo impresivno mrežo, ki se razteza skozi celoten prostor galerije, pri čemer uporabljajo elastične vrvi, ki so napete med stenami, stropom in tlemi, in ta veličastna mreža tako postane nek prostor za raziskovanje, interakcijo in refleksijo. Obiskovalci lahko vstopijo vanjo in se po njej sprehajajo. Zibajo, plezajo, odkrivajo nove perspektive, s čimer postanejo tudi oni le del te inštalacije. Spodbuja občutek svobode in povezanosti, hkrati pa tudi občutek ranljivosti in negotovosti, saj se giblje visoko in v zapleteni konstrukciji. Gre za izjemno izkušnjo, ki vzbudi občutke eksistence, prepletanje v odnosu do urbanega okolja. Tanja Vojinovič se predstavlja z prostorsko inštalacijo Avantgarden. Svetovi Avantgarden so virtualna okolja napolnjena z digitalnimi skulpturami, imenovanimi protostroji. So glavni akterji v omrežjih permakulture Avantgarden. Tuja bitja, katerih rast smo sprožili že zdavnaj, so dosegla svojo neodvisnost, vključno z možnostmi samorazmnoževanja in regulacije ekosistemov. So znani, tuji, vabljivi in grozeči, zapeljivi in zvišeni. Ti mehki in trdi biomimetični dejavniki, ki spominjajo na starodavne skulpture, prežete z več funkcijami psiholoških, mitoloških in religioznih akterjev ter regulatorjev družbe, ponujajo varno, stalno prihodnost in služijo kot nenavadno zatočišče običajnega življenja ter igriva arena za premislek o družbi v virtualnem svetu. V galeriji Tir se torej predstavljajo študentje iz Linca. Gre za razstavo Resonirajoče biti, razstava programa Interfejs kulture. V času, ko je resnica vse bolj izmuzljiva in subjektivna, najnovejša razstava študentov programa Interfejs Culture predstavlja prepričljivo raziskovanje tega, kako naše identitete resonirajo in vplivajo na svet okoli nas. Zlitje tehnologije in umetniškega izražanja omogoča globlje razumevanje medsebojnega vpliva digitalnega in fizičnega sveta. Ti umetniki skozi prizmo medijske umetnosti raziskujejo zapletenost lastništva, resnice in njenega vpliva na naš občutek samega sebe. Zanimiva inštalacija je recimo Lepota orhideje Volkana Dincerja, kjer pravzaprav gre za inštalacijo, v kateri je orhideja, ki je seveda polnjena z, kako bi rekla, z vodo
In ko ta orhideja začne veneti, torej ji primanjkuje vode, se sama pravzaprav fotografira na Instagram in mi jo lahko zalijemo z všečki. Zanimiva je tudi inštalacija I Died on Facebook, Umrl sem na Facebooku, kjer pravzaprav gre tako za dve umetnici iz Italije, Alex Falicia in Martina Pigioni, torej, kjer se umetnici sprašujejo, kam z našimi profili z Facebookom, ko umremo. In naredile ste pravzaprav eno raziskavo, koliko teh profilov še obstaja in hkrati naredile eno tako virtualno igrico na temo sicer Minecrafta, kjer torej lahko z virtualnimi očali hodiš po grobiščih, zalivaš rože oziroma daješ rože, prižigaš svečke in je tako v bistvu ena taka zanimiva zadeva v razmisleku, kam torej z našimi profili, kaj se bo zgodilo, ko umremo.